Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani gospod direktor Arboretuma v Volčjem Potoku, gospod Matjaž Mastnak, najprej lepo pozdravljeni v vašem čudovitem okolju. Ja, lepo pozdravljeni tudi vi, ki ste nas obiskali. Arboretum Volčji Potok je dejansko delavnica pod milim nebom, tudi zdaj v prednovoletnem času je zanimiv in tudi seveda zelo obiskan, toda bolj v večernem času. Ja, seveda, ljudje so čez dan v službah in ko pridejo domov je načeloma že tema. Ne? In mi smo že pred 5 leti začeli park osvetljevati, tako da je od sredine novembra do začetka januarja dejansko možno k nam se priti sprehoditi in pa tudi doživeti to osvetlitev parka na tak zelo, rečem, prijeten način. Torej, imamo lučke, to je sprehod med lučkami, ampak je zelo drugače, kot če pridete v mesto, ker vas vodimo skozi park, vas vodimo skozi prostor, ki je razčlenjen in kjer se vam torej odpirajo pogledi en za drugim. Zato je pač to doživljajsko res tak lep dogodek. Vsak dan od 16. do 21. In na ta način smo pravzaprav tudi poslovno nekako leto uspeli uravnotežiti. Včasih je bil glavni ta vrhunec obiska v aprilu in je potem stvar proti zimi pač padla skoraj na nič. Zdaj pa smo s to zimsko osvetlitvijo uspeli nekako drugi vrhunec v letu doseči. Arboretum je dejansko tudi kulturni spomenik. Arboretum je predvsem kulturni spomenik, zato smo tudi ustanovljeni kot javni zavod in ta spomenik je pa zelo večplasten. Se pravi, v osnovi je to zgodovinski park, ki recimo obsega nekako tretjino površine. To je v hektarjih? Ja, vsega skupaj je, se pravi, 85 hektarov površine, od tega recimo je tam nekje 25 hektarov tega zgodovinskega parka, potem so novejši deli in držimo se pač tega, da v tistem zgodovinskem jedru pač vzdržujemo stanje, kakršno je bilo, ga obnavljamo, ampak ne spreminjamo. Drugot je pa treba se tudi prilagajati času in novim nekako pričakovanjem obiskovalcev. Se pravi, pod tem to oblastjo kulture imamo tukaj še, se pravi, zbirateljstvo. Arboretum je v osnovi botanični vrt za drevesa in grme. In torej tudi teh imamo tam približno 1500 različnih, se pravi drevesnih in grmovnih sort in vrst. In recimo ne samo po eno drevo, ampak običajno v skupinah. Poseben del naše zbirke so recimo vrtnice, ki so tudi v evropskem merilu bile opažene, dobili smo celo nagrado Svetovne zveze vrtničarskih društev za naše rožne vrtove. In pod to recimo zbirateljsko plastjo, ki je v drugih arboretumih običajno nekako pod upravo univerze, pri nas je ta veza bila torej zelo zgodaj prekinjena, imamo še javno zeleno površino. Se pravi, od samega začetka je ta arboretum tudi široko odprt javnosti, da se pride sem nekako torej napiti lepega, če tako rečem. Se pravi, to ni mišljeno, da je park za to, da se pride brcati žogo, ampak za to, da nekam greš in da nekaj doživiš. Tukaj lahko doživiš, se pravi, park v svoji zelo lepi in zelo intenzivno vzdrževani obliki. In imamo tudi naravo. To je pa morda še četrta plast te naše po svoje enkratnosti. Približno polovica površine arboretuma je gozd, so naravni travniki, so mokri travniki, so potoki, jezera in vse skupaj se nekako poveže v zelo raznoliko in doživljajsko bogato celoto. Marsikdo seveda tu najde veliko za oko in dušo. Delavnica pod milim nebom ste torej in se soočate v letnih časih z različnimi tegobami, bi lahko rekli. Ja, zdaj načeloma mi to jemljemo kot neke naravne danosti, da je vreme nepredvidljivo, da je potek leta nepredvidljiv. Letos je bilo dokaj nekako milostno do nas, nismo imeli nekih večjih takih ujem, ki se včasih pojavljajo in naredijo res veliko zgago. Imamo že kar nekaj časa težave z poletnimi padavinami, ki so postale mnogo intenzivnejše in nam to kar grdo orje poti. Drugače pa je pri nas vsak teden drugače. Če prijete
na 14 dni se dejansko park spremeni. Spremeni se, ker druge stvari stopijo v sprejetje, ker druge stvari cvetijo in ker ima pač leto svoj krog. Ne. In prav zato, ker smo raznoliki, nas ljudje obiskujejo res skozi celo leto. Nekateri pridejo tudi po 2-krat na dan k nam. Dejansko si težko predstavljamo, koliko dela vložijo zaposleni v ta park. Nekaj manj kot 100 zaposlenih imate in v glavnem strokovnjake seveda. Ja, se pravi, pri nas je zaposlenih 88 ljudi, za sam park in obiskovalce se pa se z njimi ukvarja 40 zaposlenih. Ne. Se pravi, tukaj imamo dejansko zelo veliko vloženega dela in zato je tudi videti tako, kot je. Torej, zapuščen park zelo hitro ni več zanimiv in ga ljudje več ne obiskujejo. Tega pa ne želimo, ker so obiskovalci zelo pomemben vir naših prihodkov. Ne. Se pravi, pri nas se vstopnina plača in zato smo tudi lahko tako zanimivi, ker se tukaj denar obrne. Sodite pa pod Ministrstvo za kulturo. Ja, naše ministrstvo je Ministrstvo za kulturo, ker smo pač kulturna dediščina in lahko rečem, da imamo s tem včasih tudi težave, ker konec konca je Arboretum postal turistična, zelo obiskana točka. Mi smo med prvimi 10 najbolj obiskanimi parki in inštitucijami v Sloveniji in če bi bili recimo gospodarska družba, bi lahko se prijavili na razpis pri Ministrstvu za gospodarstvo, tako se pa ne moremo. Ne. Tako gre pri nas morda ta razvoj infrastrukture nekoliko počasneje, ampak bi bilo res krivično, če bi se čez naše ministrstvo pritoževal, ker zlasti v zadnjih letih smo dobili kar precej denarja tudi za investicije, tako da recimo letošnja je bila sploh največja v zgodovini Arboretuma, to je bila energetska in statična prenova 3 objektov, se pravi pristave, galerije in trgovine, tako da smo zadovoljni z odnosom do nas. Kaj je tisto, zaradi česar se še posebej splača obiskati Arboretum? Predvsem to, da je tukaj prostor varen, da so torej na voljo parkirišča, da je na voljo infrastruktura in pa to, da 2-krat zapored ta park ni enak. Se pravi, to je dejansko doživljajsko zelo raznolik prostor, ne? In zato skrbimo tudi z programom, ki ga razvijamo. Ne? Gremo nekako v smer parka dobrega počutja. Vemo, da je samo zgodovinski park premalo, da je treba ljudi nekako zaposliti tudi z tem, da jim je prijetno. Ne? In se tukaj torej res cela ekipa ožja zelo veliko ukvarja z nekimi novimi programskimi dejavnostmi, ki privlačijo obiskovalce. Ob novem letu ponavadi potegnemo črto po doseženim in željami. S kakšnimi željami vstopate v novo leto 2026? Ja, osnovna želja bi bila ta, da ne bi bilo slabše, kot je bilo letošnje, ne, in da bi lahko nadaljevali s tem tempom, kot recimo smo v letošnjem letu marsikaj pouredili. Ne. Zdaj želja imamo veliko, ne, naši skrbniki na ministrstvu se velikokrat primejo za glavo, kaj vse bi radi, no, ampak radi bi zato, ker vemo, da je to mogoče. In tudi vemo, da smo postali neka kulturna infrastruktura v Sloveniji. Ne. Se pravi, vrtna umetnost je pravzaprav najdražja med umetnostmi, ker je treba ves čas te ustvarjeno zelo intenzivno vzdrževati, ampak smo zato tudi lahko zanimivi za zelo veliko število ljudi. In menim, da smo kot javni zavod, kot najbolj obiskan javni zavod v državi, kljub vsemu zelo veliko naredili tudi za promocijo, se pravi, našega osnovnega poslanstva, se pravi, varstva kulturne dediščine in pa tudi vrtnarskih strok, ki se pri nas gojijo. Ne. Torej, mi imamo, kar se vrtnarstva tiče, pod streho zelo različne dejavnosti, se pravi, od vzgoje rastlin, enoletne cvetalnice, imamo drevesnico, se pravi, za drevesa in grme, imamo projektanti, ki delajo pač projekte za ozelenjevanje in urejanje prostora za občine, za večje naročnike, za manjše naročnike, družinske vrtove. Imamo skupine vrtnarjev, ki na terenu to lahko zelo učinkovito in kakovostno izvedejo, ki vzdržujejo. Smo upravljavci, ne, se pravi, te površine in recimo od takih specialnih strok moram izpostaviti arboristiko, se pravi skrb za drevje v mestnem okolju, kjer imamo, se pravi, dobro ekipo in dobre strokovnjake, ki jih vključujemo tudi v programe izobraževanja. Ne. In če se primerjate s podobnimi parki v Evropi in Sloveniji?
Kje ste? V primerjavi z drugimi evropskimi primerljivo velikimi inštitucijami smo zelo dobro vzdrževani. Tako da nas ni sram kogarkoli povabiti in stvari torej pokazati. Še moramo tudi kaj narediti recimo na označenosti rastlin. Mi katastar imamo, ampak niso še vse tako označene, kot bi si želeli v naravi. Dobili smo letos tudi akreditacijo tretje stopnje pri Svetovni zvezi arboretumov, kar se nam je vsekakor zdelo kot priznanje. In pa rekel bi, da smo kar dosti unikatni. Prav zato, ker ne spadamo pod univerzo ali pa pod razne akademije, kar običajno so gospodarji arboretumov, ampak da smo pač kulturna dediščina, ki skrbi še za več drugih plasti, ki sem jih že prej omenil. In tudi to, da ljudje v Sloveniji povezujejo arboretum z urejenim okoljem, ki ga je vredno obiskati, v tujini niti približno ni samoumevno. Mnogo arboretumov v tujini je dosti, bom rekel, nezanimivih, razen za tiste, ki so posebej strokovno zainteresirani za drevesa. Resno kombinacijo parka, cvetličnega parka, se pravi bogato cvetočega parka in doživeti polnega parka. Koliko obiskovalcev ste imeli v letošnjem letu? Ja, v letošnjem letu smo dosegli 350 tisoč vstopov in če bo torej december tako obiskan, kot so bili prejšnji meseci, bomo zelo blizu 400 tisoč vstopov. To ne pomeni 400 tisoč prodanih vstopnic, ker imamo zelo veliko obiskovalcev, ki bodisi kupijo letno karto ali pa karto za 2 vstopa. Ampak menimo, da je to res dosežek, ki pa ni prišel čez noč, ampak je rezultat 30-letnega dela. Seveda tudi šolarji in tako naprej. Šolarji so seveda tudi naši obiskovalci, na leto jih pride recimo tam okrog 6 do 8 tisoč in so pomembni stališča nas kot upravljavcev, predvsem zato, ker zvejo že v svojih mladih letih, da arboretum obstaja. Ne gojimo si iluzij, da bodo tukaj odnesi neko veliko znanja, ampak če odnesejo vtis o prostoru, pa se uskladiščijo, da je to lep del Slovenije, ki se splača obiskati, naš cilj dosežen. Hvala lepa za ta pogovor in vse najboljše in najlepše seveda tudi v prihodnjem letu, pa veliko uspehov. Ja, prosim, pa večkrat pridete naokrog. Hvala. Gospa Melita, arboretum je dejansko park za vse generacije, za vse ljudi. Ja, trudimo se, da je za vse kaj posebno zanimivega v vsakem letnem času. In dejansko v park prihajajo mamice z vožički, ko so dojenčki stari mesec ali pa še kdaj tudi kaj manj. Pa tudi gospod, ki ima 102 leti, nas obišče večkrat. Tako da predvsem pa ljudi se s tem, ko prihajajo že majhni, navaja, da je to res park za sprostitev, za večkratni obisk in zelo veliko je pri nas družin, ki prihajajo v park. Zato, ker se imajo fajn, ker je varno in tudi zato, ker potem se lahko malo poigrajo na otroškem igrišču, ki je prostrano, veliko, senčno igrišče tudi za poletni čas. Pa seveda dinozavri imajo svojo pomembno vlogo pri vseh generacijah otrok, ker svojo velikostjo in res v naravni velikosti so nekaj impozantnega, kar vidijo. Res pa je tudi, zlasti poleti, ljudje prihajajo v park tudi zaradi sence, ker tukaj je približno po naših meritvah cirka 10 stopinj bolj hladno kot nekje v mestu in seveda sprostitev pod drevesi pa tudi nekaj, kar si vsi želimo v naravi. V času lučk prihajajo tudi najstniki, ki jih drugače mogoče ni, ampak lučke ali pa sprehod med lučkami je pa tudi za to generacijo zanimiv. In pa seveda veliko je tudi upokojencev, ki imajo park za svojo rekreativno cono ali pa za sestanek na kavi ali pa za tak družabni dogodek na kavi. Skratka, vse te zadeve so zanimive za obiskovalca. Seveda se pa mi tudi trudimo, da je vedno tudi kaj dodatno zanimivega, kot so filmski večeri, kot so koncerti, kot so razni dogodki,
razstava starodobnikov in pa seveda nekaj takih doživetih stvari, kot so knajpanje. To imamo zdaj nekaj na novo, ne, da poleti se malo ohladimo tudi na naših knajp točkah za dobro počutje in pa gozdni wellness, skratka joga, ples. Veliko različnih stvari se v Arboretumu lahko doživi in se ti ljudje, naši obiskovalci so res veseli, da lahko včasih v parku preživijo ves dan. V tem zimskem času v bistvu žal najmanj vidimo, koliko strokovnega znanja in dela se skriva v tem parku. Ja, mogoče lih v zimskem času vidimo več, ne? Ali pa mogoče mi vidimo več, pa obiskovalce malo manj. Če se samo ozreva naokrog, je ta kombinacija zimzelenih pa listnatih rastlin nekaj, kar v tem času najbolj vidimo. Vse poleti je v bistvu vse zeleno. Tudi tisto, kar je po zimi, poleti ima liste, ki se malo spreminjajo, pa to ljudje opazijo. Tulipanov pa ni? Tulipanov pa ni, ampak Milijona tulipanov. Ja, veliko imamo teh cvetov, narcis tulipanov, tako da imamo pa tulipanovo pot potem spomladi in si zdaj že lahko predstavljamo, kako bo izgledala. Ampak ta zimski čas je res, se mi zdi škoda, da ga ljudje tako ne opazijo, ravno zato, ker je res tudi veliko zimzelenih stvari. Zdaj bodo začeli cveteti že različne sorte telohov, nepozebniki, skratka tudi v tem času je mogoče cvetovi malo manj opazni, ampak tudi so. Imamo pa seveda posnetke, tako da... Da se lahko vidi, da je res lepo, ne. Ampak mogoče res, no, te krošnje dreves so impozantne, nekatere se povešajo, nekatere so široke, ozke, imajo polno vej, imajo malo vej, nekateri plodovi še ostanejo gor, tako da, če saj malo opazujemo okolico, vedno vidimo kaj zanimivega. In jaz mislim, da obiskovalce nagovarjamo k tem, da čez prehod res se imajo fajn, ampak mogoče tudi kaj vidijo, pa se kaj zapomnijo in se jim zdi v redu. Tudi pozimi je mogoče lepo priti v park in se sprostiti, pa hkrati narediti neko krajšo rekreacijo. Marsikdo, ki prihaja k vam, ima seveda tudi doma vrt, ima rad rože. Vsi pa se nekako soočamo tudi škodljivci. Kako se vi spopadate z njimi? Ja, to je del naravnih procesov, ne. Z določenimi se spopadamo, kako ne rečem, boljš, z drugimi slabše. Recimo letos smo na novo zasadili francoski park z rastlino pušpan, ker je bila težava s pušpanom povsod po Evropi in ravno historični parki imajo vsi zasajene formalne ali pa kakšne posebne oblike z rastlino pušpan in zato so vrtnarji naredili nekaj novega oziroma vzgojili so sorto, ki je odporna proti boleznim. Ne proti vešči, ampak proti boleznim in to je zelo, zelo velikega pomena, ker če je veliko vlage, so se bolezni res hitro širile in je bilo res to težko to vzdrževati, pa skrati veliko neke zaščite potrebne in ravno zato, da tega ne bo toliko parkov oziroma ne bo, smo se odločili, da recimo zasadimo novo obliko pušpana, ki je odporna na bolezni. No in to se pač dogaja tudi na drugih področjih, recimo pri drevesih smo zasadili drevesa za prihodnost, ki so bolj prilagojena ekstremnim vremenskim razmeram v poletju, to pomeni visoki temperaturi, nenadnim nalivom in tako naprej, tako da se kar probamo z naravo malo pogovoriti, kaj v tistem trenutku ji bolj paše in je malo sledimo. Še kakšne želje ob novem letu? Ja, zadovoljne obiskovalce si želimo in mislim, da večina obiskovalcev, ki pride, so zadovoljna, pa naj bo to še tudi naprej, da bomo en z drugim, da jim bomo ponudili to, kar si želijo in da bodo res veseli, odhajali in spet prihajali. Ostanite v Svetju, hvala lepa. Tudi obiskovalci in vsi ostali, ki nas gledate.